Spoštovani dr. Martin Premk, poslanec Državnega zbora in predsednik odbora za obrambo, spoštovani magistr Matjaž Šraubar, direktor Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino, spoštovani podpolkovnik Uroš Brenčič, namestnik poveljnika Prve brigade Slovenske vojske, spoštovani podpolkovnik Jure Velepec, poveljnik športne enote Slovenske vojske, spoštovani podpolkovnik Marko Hlastec, načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske, spoštovani avtor razstave Rok Filipčič, višji kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske, drage športnice in športniki, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v parku vojaške zgodovine. Mogoče so obramba domovine, odvračanje vojaškega napada na Republiko Slovenijo, vzpostavljanje suverenosti na celotnem državnem ozemlju in prispevanje k mednarodnemu miru ter stabilnosti res osnovna poslanstva Slovenske vojske. A dejansko je Slovenska vojska še veliko več kot to. Misli nam uhaja na pomoč vojske ob letošnjih neurjih in poplavah ali pa ob lanskoletnem požaru na Krasu. Pomen in vloga Slovenske vojske pa sta dejansko še veliko večja. Na simbolični ravni je Slovenska vojska atribut naše državnosti in varuh državnih simbolov. Tako v domovini kot v tujini Slovenska vojska predstavlja našo državo. In prav v tej promocijski nalogi predstavljanja slovenske države in krepitve državljanske zavesti se Slovenska vojska srečuje s športom, ki ima izjemno povezovalno moč, ter je velikokrat edino, kar nas vedno nekoliko pokregane združi in poenoti. V parku smo zato veseli in ponosni, da bomo lahko v naslednjih mesecih gostili razstavo o športni enoti Slovenske vojske, kjer se šport in vojska tudi formalno združujeta. Čestitke torej avtorju razstave Roku Filipčiču za opravljeno delo in hvala Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, da se je odločil razstavo postaviti tu pri nas. Hvala vsem, da ste prišli. Vabim vas, da se udeležite še kakšnega dogodka v okviru letošnjega zgodovikenda in vam želim lep dan še naprej. Thank you.
Pozdravljeni. Pozdravljeni direktor, oba podpolkovnika, ostali gostje in športniki. Razstava, ki jo odpiramo danes, prinaša izjemno zanimivo zgodbo. To je zgodba vrhunskega športa v vojski. Združuje dve temi, o kateri moški najraje razpravljamo. Tokrat zapakirani v eno zgodbo. Na tem mestu ne bi niti izgubljal preveč besed s tem, koliko sta tematiki sorodni, saj vsi dobro vemo, da je kraljevska atletska disciplina povezana z vojaško zgodovino. Poudariti velja, da je razstava na slovenskem muzejskem prostoru tudi prva oziroma edinstvena, ki tako široko predstavlja segment športa in vojske. Z avtorjem Rokom se v športu neprestano pogovarjava, tako na službeni kot privat ravni. Njegova ljubezen do športa je velika, kar se vidi tudi v njegovem udejstvovanju v košarki, pohodništvu, plezanju ter kolesarstvu. Idejo o tovrstni razstavi je mlel že nekaj časa in končno je napočil trenutek, da je obelodanil javnosti. Razstava prinaša pregled vrhunskega športa v Slovenski vojski. Preseg tudi več kot 30 letij sistemskega urejanja področja. Diapazon športa v vojski je izjemno širok in prostor in čas je soavtorja prisilil, da se je osredotočil zgolj na najbolj vidne segmente, se pravi na razvoj športne enote, mednarodno sodelovanje ter organizacija športnih prireditev v Sloveniji. Razstava preko panojev, fotografij, kataloga ter okoli 40 predmetov prinaša zgodbo vrhunskega športa v Slovenski vojski. S posameznimi predmeti bomo lahko tako čustveno podoživeli nekatere naše največje športne uspehe. Hvala Roku za opravljeno delo in možnost, da si to razstavo tudi ogledamo. Hvala poveljniku Juretu Velebcu za to, da je sprejel in nam pomagal. Hvala Igorju Primcu, da je poslušal Roka in v manjši meri tudi mene, ko sva mu težila, bom kar tako rekel. Hvala Vojaškemu muzeju in Marku Hlastecu, da je temo sprejel kot svojo in avtorju omogočil razviti idejo. Hvala Parku vojaške zgodovine, Jankotu z ekipo, da nam je v tem trenutku dal streho nad glavo in platformo za prikaz tematike. Hvala vsem športnikom, ki so na kakršenkoli način pomagali pri razstavi, ali je to z podajanjem informacij, posoji oziroma doniranjem predmetov. Na koncu pa seveda vam želim vse dobro ob prihajajočem prazniku, dnevu slovenskega športa. Hvala Rajmond, da si skupaj z Iztokom in Luko zagotovil ta dan. Pozdravljeni še strani športne enote. Sem naprej zrastal. Tudi z naše strani bi se rad zahvalil tako Parku vojaške zgodovine, tako pravi za vojaško dediščino, načelniku muzeja, avtorju gospodu Filipčiču, vsem športnikom, ki so donirali svoje športne rekvizite, da je razstava zdaj lahko bistveno bolj slikovita. Istočasno Rajmondu, ki se nam je tle pridružil, pozdravil bi prvega poveljnika športne enote, gospoda Vodičarja, ki je eden od tudi tistih, ki so zaslužni, da športna enota obstaja oziroma da je začela nekako se razvijati že leta 1991. Mogoče bi izpostavil še to, da v prihodnjem letu bo športna enota uradno praznovala 30 let in jaz ocenjujem, da ta razstava in vse te aktivnosti, ki jih je kustos s pomočjo Igorja Primca z naše enote že uspel zbrati, bo tudi bistveno prinesla k temu, da zadevo še malo razvijamo v nekem zborniku ob 30-letnici enote in da imamo to zgodovino čim boljše in čim lepše obeleženo.
Tako da ne bom več dodatnih zadev. Hvala vsem in se že veselim, da se skupaj ogledamo razstavo. Lep pozdrav še z moje strani. V bistvu zdaj moja naloga je tudi, da se zahvalim vsem, ki ste pomagali pri snovanju te razstave. Najprej bi se zahvalil vsem športnikom, ki nam polepšate tudi takšne turobne oziroma temne dneve, s svojimi uspehi na različnih športnih področjih. Zdaj, razstava je vedno eno skupinsko delo, Čeprav sem jaz avtor te razstave, jo sam ne bi mogel postaviti in zrealizirati tako, kot sem si jo zamislil. In če bom šel po časovnici, najprej bi se zahvalil gospodu Vodičarju, kot že omenjeno prvemu poveljniku športne enote. Pri njemu sem dobil en tak zelo debel fascikel z zbranim gradivom, tako da sem se lažje prebil predvsem skozi fazo ustanavljanja same enote. Gospod Vodičar je bil zelo aktiven v tistem času. Potem hvala Andražu, Andreju, Denisu in Gregorju, ki so v bistvu te moje ideje oplemenitili in v bistvu tudi jih realizirali. To pomeni oblikovalci in postavljalci razstave. Hvala Igorju, kot že se pridružujem na zahvali direktorja. Brez Igorja bi bila ta razstava sigurno dosti bolj pusta oziroma dolgočasna. On je bil častnik za zvezo med muzejem in športniki in jih je preganjal, ne bom porabil besedo težil. Hvala pa seveda tudi vodstvu Vojaškega muzeja, da je to mojo idejo v bistvu umestilo v načrt dela, letni načrt dela, in pa hvala vodstvu parka, da v bistvu
so sprejeli to idejo in da nas gostijo oziroma da so nam ponudili streho nad glavo. Tako, z moje strani je to vse. Hvala vsem, ki ste prišli seveda in upam, da boste zadovoljni ob ogledu razstave. Z nami tudi trenutni poveljnik športne enote, med drugim tudi eden od prvih zaposlenih v takrat športnem vodu. Pravi, bilo je 5 biatloncev, potem pa še strelec Ramen Debevec. Zraven je številka Robjana Poje iz Vojaških iger v Wuhanu, kjer je osvojil 3. mesto. Od zadaj je malo bolj adrenalinski šport, se pravi oprema.